Jezusovem imenu. Božja moč je Jezusovem imenu. Oslobodi, oslobodi, oslobodi. Oslobodi, oslobodi, oslobodi. Božja moč je Jezusovi krvi. Božja moč je Jezusovi krvi. Oslobodi, oslobodi, oslobodi. Oslobodi, oslobodi. Da ti odrešim se ljudi, si sebe dal, prelil sokri, nebesa zdrajo, prta so, pridite vsi, stopimo, pridite vsi, molimo. Božja moč je Jezusovem imenu. Moč je Jezusovem imenu. Božja moč je Jezusovem imenu. Oslobodi, oslobodi, oslobodi. Oslobodi, oslobodi, oslobodi. Božja moč je Jezusovi krvi. Božja moč je Jezusovi krvi. Oslobodi, oslobodi, oslobodi. Oslobodi, oslobodi, oslobodi. Božja vojska moli zdaj, na verige padejo. Božja vojska te slavi. Jezus oslobodi, Jezus oslobodi, oslobodi. Jezus oslobodi, oslobodi, oslobodi. Božja moč je Jezusovem imenu. Božja moč je Jezusovem imenu. Oslobodi, oslobodi, oslobodi. Jezus oslobodi, oslobodi, oslobodi. Jezus oslobodi, oslobodi, oslobodi. Amen. Pa malo molimo za levega soseda, za levo sosedo, ki ga dveši znaš 3-4 zdaj. Hvala ti, Gospod, za to življenje, hvala ti za muko, za trpljenje. Hvala ti za bolečine, za vse bolezni, vse slabosti, vse nas pripelje bliže tebi. Za ozdravljenje, za zdravje, za veselje in za moč. Po Jezusovem imenu, po tvojih ranah, po tvojih krvi, Gospod molim. Amen. Moliš se za desnega soseda, za desni sosed. 3-4 zdaj, hvala ti, Gospod Jezus. Da se vsi čudijo, odkot je to, odkot nadnaravno veselje, nadnaravno mir, odkot ta Božja ljubezen v njenem življenju, odkot odpuščanja, ko si vsi sovražni. Kišja, blagoslovljena Gospod, z vsemi darovi, sadovi, svetega duha. Naj bo javnetova kri vedno na te, Gospod vedno s teboj, kjerkoli si, karkoli delaš, karkoli počneš, kamkoli gledaš.
začudijo ljudje, ko vidijo kristjanko. Amen. Lepo pozdravljeni v Božji bližini. Cilj tega našega srečanja je seveda res, da obletnica 15. Exodus TV, ampak tudi, da imamo eno takšno karizmatično srečanje, da bi se Bog naselil v nas. Kot pravi tam pri tem evangeliju, ko je bil Zahej in pravi Zahej, danes moramo stati v tvoji hiši. Danes je tej hiši prišlo zdravljenje. To je za vas vse, pa zame tudi, da bi odšli od tukaj z Božjo bližino v srcu, da se on naseli v nas. To je tisto pravo zdravljenje. In seveda prosim, Gospod, tebe, vsemogočni, za to, da ti blagosloviš vse te drage ljudi in da se pokaže danes tvoja dobrota, kajti molili bomo za rešitev. In te prosim, nebeški Oče, da si z menoj, da me tvoj duh vodi in da bo ljubezen današnje srečanje, da slavimo tebe, ki si Bog, in da vidimo, koliko si ti velik in dober in da nas ljubiš neskončno ljubeznijo. Oče, v Jezusovem imenu te prosimo, da se pokažeš. Če se strinjate, recite. In prosim te, Gospod, naj bo ljubezen in tvoj duh v mojih besedah, v mojem srcu, in tvoj duh naj bo na vseh, ki so tukaj, kakor si obljubil, če so 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, sem? Jaz sem med njimi. Amen. Hvala ti, Oče, da nas imaš rad in nas uslišuješ in nas resno jemlješ. In zapovedujem v imenu Jezusa Kristusa vsakemu nasprotnemu duhu Bogu, vsakemu nasprotniku in hudiču, Satanu, zapovedujem vsem vam, demoni, ki ste tukaj in ki mučite ljudi in želite, da to srečanje ne bi uspelo. Pridem proti vam v avtoriteti in v oblasti Gospoda Jezusa Kristusa in vam zapovem v imenu križanega in Gospoda z avtoriteto, da zginete stran, kajti tu nimate kaj iskati. V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa odidite zdaj. Amen. In molim še posebej za vas, Gospod, prosim te, za vse tukaj navzoče, dotakni se jih, daj jim svojo pomoč in razodeni se jim v njihovih srcih. To te prosim, Oče, in hvala ti, da deluješ in da se srca že ogrevajo
po Jezusu in v Jezusu. Amen. Še ti zapri oči in reci čist eno kratko molitev s 3 besedami nebeškemu Očetu v Jezusovem imenu. 3, 4, zdaj. Amen. Še ena stvar se mi zdi pomembna. Ja, pa začnemo. Torej, spomnim se res, da Bog deluje. Tudi na Exodus TV se vidi, da Bog deluje. In se spomnim tega zdaj, tu sem srečal nekatere vas starejše po karizmatiki, na nek način učence, tisti, s katerimi smo skupaj hodili. In sem vesel, da vidim, da vsi ti ljudje, ki so hodili na moja srečanja, so pravi učenci in so zvesti in so pomočniki, delujejo na župnijah, tudi tukaj, pa ne samo tu, vse posod. Presenečen sem, da se je vera tako žgala v njihovih srcih in da so toliko dobili, da vztrajajo naprej. In res, Bogu hvala za to, kar je delal. Spomnim se, enkrat sem šel na Trojane, pa 2 prideta k meni, pa pravite, vi ste gospod Kodela? Rekel, ja. Pravi, midva smo se pa pri vas srečala na vašem srečanju in zdaj smo srečna družina. Aleluja. Rekel, bravo. 2 luštna mlada človeka z 2 otrokoma ali 3, ne vem, veseli so po njih in sem bil zelo vesel za to. Bog je deloval, ampak Bog se ni postaral, deloval bo tudi danes. Amen. Torej, potem se spomnim, grem v Ljubljano, da bi po štajersko fehtal denar, tam v nekih malo bolj političnih krogih, pa me zaustavi en znani govorc sedaj po televiziji, pa menda ni nujno, ker nimam njegovega dovoljenja, da povem njegovo ime pa priimek, poznate ga pa vsi. Pravi, gospod Kodela, sem rekel, ja. Rekel, a veste kaj, jaz sem na vašem srečanju ozdravil na koleno. Ja, res vi. Pa se spomnim, da je enkrat prišel, sem rekel, se spomnim, da ste bil enkrat. Pravi, imel sem koleno, bolečine, koleno, ne vem, leta. In je prišel tja, ampak Bog ga je ozdravil. In je bil je on sam presenečen, jaz pa tudi, ker nisem niti vedel tega. Hočem reči, kaj je Bog delal, pa sploh ne poznaš ne enega, ne drugega, ne tretjega. Ker ti Bog deluje tako, ne gre zame, ampak gre za ime Jezusovo in za vero. In tako se te stvari dogajajo. Torej, pozdravlja se danes tudi. Pred kratkim, ker nisem več toliko aktiven v karizmatičnih srečanjih, pa sem molil za eno osebo, ki je imela problem v želodcu, želodec bolel dolgo, 2 tedna, 3 tedne, in pa eno bulo je imela, bulo, ki je se dala vtipati, je slikana bila in so videli to bulo. In potem smo rekel, pa zakaj pa zdaj ne bi molili tako, kot se mora moliti. In smo molili, sem molil, in naslednji dan pride, pravi, kak fajn, pravi, želodec je ozdravljen, ampak bula je pa še vedno bula. Potem čez 3 dni pride, pravi, želodec je še vedno ozdravljen, bule pa več ne utipam. Pravi, ja, jutri, oziroma pojutrišnjem imam pregled, pri zdravniku sploh ne bom šla. Rekel, čakaj malo, da moraš iti, zdaj še imaš zdravnika, Ja, pa ne bom šla, pa dobro. Vseeno je šla in tam so rekli, da ni bule in da je lahko gre domov, da je vse v redu. Potem pa vedno imajo doktorji neko svojo razlago, da so to maščobne bule, ki so, potem pa zginejo in tako naprej, ampak ta bula je bolela, recimo,
In hočem reči, da gre za Boga, če se k njemu obrnemo, da se zgodijo stvari. Ne? Zgodijo se. Danes sem, pa že včeraj imam take duhovne bitke in bolečine v glavi in prsne košu. In danes po noči je bilo tako, da me če ubiti. Takšne bolečine. To je nemogoče to zdržati. In potem vse ti pritiske in bolečine in tudi sem bil nekako nesposoben, da bi imel kakšno srečanje. Ampak sem vztrajal, tako kot vedno, kaj češ drugega kot vztrajati. In potem celo med molitvijo brevira se nekako premaknem in vržem, se premaknem moj novomašni križ, mi pada na tla in se razbije na koščke. Neko znamenje, to pa je znamenje zdaj, ko je taki veliki duhovni boj bil. In tisti križ je že, tako so mi ga drugi kupili, je bil ves izgrbančen Jezus na križu, že tak je bil, se videlo v težkem trpljenju. Potem pa je meni se enkrat ena roka zlomila, pa sem jo zalepil nazaj, pa ene noge so se zlomile, pa sem še zraven nalepil in je bil ves tak zalepljen. Zdaj pa je padel na tla in se je raztreščil na, 8-9 kosov. Rekel, to pa je v redu, kaki križ imam brez Jezusa. Ne? Potem pa sem začel zbirati tiste koščke skupaj, pa jih tako nalagati zraven in gledam, enkrat pride veselje v moje srce. Sem rekel, zdaj pa je moj novomašni križ še veliko lepši kot prej. Amen. Zakaj? Zato, ker je se videlo to trpljenje Jezusa tudi na njem. Ne, ves je bil že polomljen na križu in to je ravno naš Gospod Jezus Kristus. Torej, jaz bi prosil sedaj, predno mi še začnemo kako misel povedati, pa molimo za to, da si izberete eno ozdravljenje, za katerega boste sedaj molili, ali pa 2 ali pa 3. Ne? Tako da boste vedeli, jaz sem molil za to pa za to. Pa zaprite oči, prosim, pa pomislite, pa vendar ne samo za neko vašo rešitev, ampak tudi duhovno, da boste bolj verni, recimo, da boste molili, da boste spoznali Boga, da nekaj bolj duhovnega, ne samo zato, da, ne vem, da mi mozoli zginejo na čelu. Ne? Amen. No, pomislite prvič, drugič, tretjič. Kaj je nujno za vaše večno odrešenje, pa tisto, kar vas pritiska tako močno, da ne morete živeti, karkoli pač je. Oče, jaz molim, da se bi spomnili pravo ozdravljenje, za katerega bodo danes tudi molili in ti ga izročajo v tvoje srce, tvoje roke. Hvala ti, da imajo vsaj eno ozdravljenje. Amen. Druga stvar bi prosil, ker Bog bo deloval. Zakaj? Ker je zvest svoji besedi. Da tisto ozdravljenje zapišete, pa ga tudi meni javite na nek način. Da bomo, se mi zdi pomembno, da vidimo, da Bog deluje. Pa ne, samo v 3 stavkih se samo napiše, pa nič drugega. Takole, amen. Jezus Kristus je hodil okrog in je delal samo par stvari. In sicer oznanjal je Boga Očeta. Jezus je oznanjal Boga Očeta. Potem je Jezus oznanjal Božje kraljestvo, Očetovo kraljevanje. Potem je Jezus ozdravljal ljudi in pa osvobajal ljudi, je Jezus. To je bil del njegove službe. Se pravi, vsak kristjan, ki oznanja, vsak duhovnik, vsak, ki je v službi Jezusovi, mora to delati in ne drugo. Ni poklican, da se dela pametnega. Pač pa, da dviguje ljudem vero, Boga, stvarnika,
da moli za ozdravljenje in moli za osvoboditve, kot pravi Sveto pismo, in je delal dobra dela, to pravi ljubezen, in pa je osvobajal tiste, ki so bili pod oblastjo hudega duha. Hodijo okrog do ljudi. In tudi sedaj bi jaz molil že za vas. In Oče, jaz te prosim, da bi jim se oznanilo tvoje kraljestvo sedaj za vse ljudi in da bi bili ozdravljeni in da bi bili nocoj osvobojeni. In ti jih priporočamo, Oče, ti veš, da jaz nisem sposoben narediti ničesar dobrega in pametnega brez tebe, zato polagamo našo vero vate, da boš ti mogočno deloval in spremenil ljudi in si že začel delovati, kajti njihova srca so pri tebi. Amen. Zadnjič sem ob oddaji s profesorom Pojavnikom, mi je prišlo tako razodetje. On je razlagal, da je Jezus Kristus edini človek, ki je na križu izpolnil 10 Božjih zapovedi. Edini v popolnosti. Nihče drug na tem svetu jih ni izpolnil. In še poleg tega razodel Boga ljubezni. Se pravi, v vertikali, v odnosu do Boga, je izpolnil prve 3 zapovedi, vso močjo, vsem mišljenjem in v popolni žrtvi Jezus Kristus z enim dejanjem dal zapoved do Boga, izpolnil v ljubezni do konca. Potem druga stvar je, ostalih 7 zapovedi ljubezni do bližnjega je v horizontalnem delu križa on izpolnil in v te zapovedi do pike izpolnil v najtežji situaciji do konca. In je šel včasih tudi z nami, ko smo rekli, moj Bog, zakaj si me zapustil. Pa on se je popolnoma izničil z enim dejanjem na križu in razodel Boga ljubezni. Amen. In on je zato edini odrešenik. Nihče ni tega storil na tem svetu v Jezusovem imenu, kakor pravi Sveto pismo. Nam je danovano odrešenje ali ozdravljenje ali rešitev. Samo v njem. Buda je vredo fant, samo to ni to. Muhameda ne bomo šteli zraven. Kakorkoli. In potem vsi drugi filozofi ne pridejo blizu. Samo Jezus se je popolnoma žrtvoval, zato je v Jezusovem imenu tudi to srečanje. In v njegove moči, njegove žrtve, njegove ljubezni bomo mi molili in molimo danes. Kdor se strinja, naj reče amen. Torej, on edini je to in vse je pripravljeno, razumete? Torej, pridite zastonj, je vse pripravljeno, pa jejte. Kdo to govori? Jezus na križu. Za vas je vse pripravljeno, za odrešenje, za ozdravljenje, vse je pripravljeno, pridite k meni. In kaj so rekli? Ne moram priti, ker sem kupil avto, ne moram priti, ker sem kupil parcelo, zdaj se bom poročil, ne moram priti. V bistvu je to, da ne pridemo k njemu. Mi ne pridemo k Jezusu na križu. Povabljeni smo na gostijo, vse je pripravljeno. Se pravi, napaka za vse je samo pri nas. Amen. Sedaj bom molil za vas, vi lahko molite zraven, da boste odprli svoja srca, da bi sprejeli Jezusa, njegovo žrtev, da bi stopili na to pot k njemu, da bo lahko deloval v nas. Pripravite pot Gospodu. Na naši strani je problem, ne na Božji. Razumete? Amen. Oče, jaz molim za vse, ki so tukaj, lahko zapreš oči, in te prosim, dotakni se njihovih src. Naj se srca odprejo, Oče, da sprejemajo Jezusovo žrtev in njegovo ljubezen. Naj se srca odprejo, Oče, da te bodo vzljubili
in da ti vstopiš v ta srca s Svetim Duhom in svojo besedo, da jih obvladaš, Gospod, da stopiš v njihove duše, da se v njih vname tvoja ljubezen, Oče, in da jih ozdraviš. In aleluja, hvala ti, Gospod, za tvoje mogočno delovanje v imenu našega Gospoda in dobrotnika Jezusa Kristusa. Amen. Druga točka, ali pač jaz imam že tu kot neko peto napisano, kakorkoli, je to spoznanje o pravi molitvi, ker je problem je na naši strani, ne na Božji strani. Mi večkrat molimo, Oče naš, zdrava Marija, slava Očetu in Sinu, mašo imamo brevir, hitro. Ampak prava molitev, se pravi obrazci ali pa branje, ima dva problema. Prvi problem je, če moliš, pa nisi zbran, nimaš zbranost, nisi pri besedah, si pri bitcoinih namesto pri Mariji, pri Očetu. Si pri, ne vem, kak je problem, razmišljaš tam, kako boš šel kupovati v Mercator za 15% ceneje. Ne? Ampak ti govoriš, prva stvar je zbranost. Bog ne more odgovoriti na tvoje blebetanje. Se strinjate? Kdo se ne strinja, naj protestira. Torej, ne more odgovoriti, če nima zbranosti. Zato in so ti dolge molitve. Kaj bo to? Drugi problem je pa še večji. Če mi molimo, pa imamo zbranost, pri zdravo Marija, milosti polno, ali pa, kako imamo zbranost, ampak nimamo česa. Srca. Srce mora priti zraven. To je nevarnost v teh molitvah je, da ni srca. Moramo moliti tako, da je oboje. Šele takrat bo lahko Bog, Oče, uslišal našo molitev. Ali Gospod Jezus Kristus. Takrat bo šele uslišal. Ne more Bog odgovoriti na molitev brez srca. In zato prosimo sedaj, da bi tako molili. Bi radi molili s srcem in pozornostjo? Ali obljubite, da se boste prizadevali, da bi pri vsaki zdravi Mariji bila pozornost, se pravi si pri stvari, druga stvar srce, koliko moreš ali si pač sposoben. Ste za to? Obljubite? Amen. Zakaj? Ker zdaj dajete obljube, potem bo pa Bog dal kredit. Razumeli? Treba odplačevati kredit, na kredit boste dobili ozdravljeni tudi. Torej, to je zdaj pomembno. In jaz zdaj molim za vas. Oče, prosim te za te, drage brate in sestre, in tudi zame, daj mi srce pri molitvi in ljubezen. Molitev je lahko samo ljubezen in ima svoj smisel. Dotakni se nas, globoko nas, zadeni v srce, daj nam, da ne bomo šlampasti in neresnični, ampak da bomo pri molitvi zbrani, amen, da bomo pri molitvi s srcem in ljubeznijo, amen. V Jezusa imenu, daj nam meditacijo, Gospod. In vsi sprejemajo, hočejo to. In se ti zahvaljujem. Naj bo naša molitev poglobljeno srečanje s teboj. Amen. Hvala ti, da nas ozdravljaš duhovno in duševno. Ozdravljaš naša srca, našo pot za teboj. Amen. Še enkrat amen. Tako bo in tako je. Amen. Torej, naslednjo misel, ki sem jo hotel z vami podeliti in potem tudi moliti zase in za vse naše bližnje, kaj? Da bi mi postali pravi kristjani. Haleluja. Kristjan je tisti, ki ima Boga v srcu. In jaz sem se vprašal, Bog, kam imam jaz ljubezen do tebe? In nisem mogel lagati, rekel sem, nimam ljubezni. To pa je bistvena stvar, da imamo ljubezen do Boga, da se z njim družimo. Brez tega ni nič. Kaj je potem vse to ostalo?
Torej smisel življenja našega. Kaj je smisel našega življenja, krščanskega življenja? Smisel življenja je združevanje z Bogom, z Očetom. Da je Bog v nas, da je Bog v nas in okoli nas, da stopi v naše srce, da se rodi v našem srcu. Temu pravijo obožanstvenje, recimo vzhodni kristjani, potem pri nas pravijo, recimo naša duhovnost, se pravi asketika ali duhovna teologija, govori o potem srečanju, ko nas res Sveti Duh napolni, srečanju z Bogom, redovnice, poroka z Bogom, duhovna poroka in tako naprej. Se pravi, mi dajemo Bogu prostor, pa mu damo samo eno sobico gor, takrat hudič nas še vedno straši, pa hoče priti v hišo. Mu damo prvo nadstropje, še vedno, našega stanovanja še vedno pride hudič na vrata in nas straši, hoče nad nami oblast imeti. Ko mu damo celo stanovanje, vso svojo notranjost, takrat pa hudič samo prestrašen odide in ne upa trkati več na naša vrata. Smisel življenja je združevanje z Bogom. Kako se mi združujemo z Bogom? Vsaki misli, besedi. Jaz sem zdaj videl, da mi čas porabljamo za nakupe, za izlete, ker ti je še nekaj denarja ostalo, sedaj, ko si v penziji, pa ga moraš pač zapraviti. Zapravo ga boš tako, da se boš poganjal po nekih deželah, sem pa tja pa gledal slapove in podobne zadeve. Ampak to ni za Božje kraljestvo, to ni za Boga. Ti s tem se ne združuješ z Bogom in sploh pa nisi ljubezen, recimo. In prav je, da mi čas uporabimo za Boga, koliko le moramo, koliko imamo moči. Da porabimo za Boga, da ne gledamo teh limonad na televiziji, zapravljamo čas, pa neumnosti poslušamo. Ampak, da se združiš z Bogom. Jaz ogromno časa zapravljam, zdaj upam, da ga bo manj, ko se mi Bog razodeva malo bolj. Da smo združeni z Bogom v mislih, besedah in dejanjih, vedno bolj in bolj. Takrat dajemo prostor Bogu v naši duši, v našem srcu. In Božji odgovor je blaženost. Blaženost. Nekdo, ko poje kranjsko klobaso, je blažen. Ampak to pa poješ Duha Božjega. In ti si srečen in svoboden v Bogu. Bog te vedno bolj osvobaja. Zato ni samo to, ja bom molil, pa aleluja, roke dvigoval, pa ne vem kaj, imel neko čago. Ampak je treba delati. Jezus pravi, ljubi Gospoda svojega Boga s vsem mišljenjem, pazi, vso močjo, vsem časom, vsemi resursi, kaj imaš, ljubi Gospoda svojega Boga. Amen. Ja, ampak mi to ne delamo, ker ne upoštevamo ex opero operantis, je v teologiji. Mi mislimo, ja, trpljenje, pa te stvari, pa moje prizadevanje, to ni prav. Ni res, Jezus direktno pravi, da moramo si prizadevati. Smisel našega življenja je združevanje z Bogom. Potem imaš ljubezen, se osvobajaš, si dober do otrok, dober do žene, dober do drugih ljudi. In Božja ljubezen, ki pa je bistvo Boga, Bog sam se naseljuje v tvojem srcu. Ti postajaš združen z Bogom, vedno bolj in bolj. In Božji človek, Božji služabnik, služiš Bogu, ne sebi, ne svetu, ne nekim svojim zadevam, ampak vedno bolj in bolj, korak po koraku, služiš Bogu. Amen. Bi radi to ali ne bi radi? Se strinjate ali se ne strinjate? Hočeš ali nočeš? Molim za vas, Gospod, za te brate in sestre, ki so izrazili svojo voljo, da bi bili bolj Božji, da bi te bolj ljubili, z menoj vred. Bodi usmiljen z nami, Oče. Naj se dotakne tvoj duh naših src. Naj se združimo s teboj. Mi to hočemo in jaz hočem. Ti pridi k nam v svoji modrosti in rešenju v Jezusu Kristusu. In hvala ti, Gospod, da tvoja toplina ljubezni vedno bolj in bolj v
tem trenutku napolnjuje srca tukaj navzočih. In tebi pripravljamo prestol v našem srcu. Amen. Druga stvar je, za kar sem to z vami deliti, to, da je bolezen in trpljenje ni samo za slabo in trpljenje, ampak ker je Bog vladar vsega, nam služi, pravzaprav za nas dobro, nam služi, da se Bogu lažje približamo. Amen. Ampak mi se upiramo. Bog pa je rekel, nima rešitve, on mora to trpeti. Ni ga človeka na svetu, ki ne bi imel trpljenja in svojega trpljenja. Mi se pa upiramo tej bolezni. Torej, če je Bog nad nami, potem Bog pozna našo bolezen. Kar ne pomeni, da prosimo, ampak rečemo tudi, kakor Jezus, Oče, ako je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene. Amen. Če pa ni mogoče, kaj pa potem? Zgodi se tvoja volja, tvoj načrt. Ni drugače, kakor da zdaj trpim in me neumnosti ne grejo po glavi, ker če ne bi trpel, bi se že zdavnaj pogubil za večnost, svojo dušo ranil. To je blagoslovljeno trpljenje. Amen. Ker samo tako se lahko vrnemo k Bogu. Vsi poznate to zgodbo. Ko dobi raka, prej nič ne moli. Ko pa dobi raka, je pobožen. Takoj. Ne? Ali pa ne še takoj, če. Torej, to je možnost. Možnost je, da pridemo k Bogu. Zato bolezen je blagoslovljena za nas. Da postajamo pravi ljudje. Kaj je smisel življenja? Združenje z Bogom. Da se bolj združiš z Bogom. Ker ti nič več ne funkcionira, te tvoje neumnosti ali pa neumnosti sveta, ki ti ne dajo tolažbe, ti ne dajo smisla. Zato Bog pravi, ko boš v stiski, kliči k meni in te bom uslišal. In tudi je bolezen tista, ki nam omogoča, da se zbližamo z Bogom. Amen. Zapri oči, molim za vas. Oče, jaz te prosim za te prijatelje, tvoje učence, da bi videli v ljubezni, v bolezni tvojo ljubezen in tvoje vzgojno sredstvo. In da se ne bi več upirali, ampak bi sprejeli, Gospod, in nosili svoj križ, kakor praviš ti, ki je križ odrešenja in zbližanja s teboj, da se združimo s teboj. Oče, ne moja, ampak tvoja volja se zgodi. Amen. Zaupamo Boga, kajti bolezen bo minila, čaka nas večno življenje, imamo večne duše in mi že sedaj na tem svetu se družimo z večnim Bogom. Kot pravi Jezus, nebeško kraljestvo je v vas in ne med vami, narobe prevod. To vsi vejo, ki so učili se grščine. Božje kraljestvo je v vas, v nas je stanje, Božje kraljestvo stane že tukaj, v večnosti pa v polnosti. To združevati se z Bogom, izkoristiti čas, da bo Božja blaženost tudi v nas, da bomo notranje svobodni in srečni. Amen. Danes moramo stati v tvoji hiši, pri tebi v tebi naj se naseli. Torej, Zahej stopi dol, danes moramo stati v tvoji hiši, v tvoji duši. Reči amen. Reči, pridi, Gospod Jezus. Ampak problem je z Zahejem ta, ki ga on nima, mi pa ga imamo. On je rekel, Gospod, če sem koga prevaral, mu četverno povrnem. Ne? In pravi, in polovico svojega bogatstva, svojega denarja dam za reveže. On je dal obljubo,
Ni videl, Bog se je na njega ozrl, Jezus se je na njega ozrl in je dal takoj obljubo. On še tega ni delal, ampak bom delal, ne? Da bo lahko ostal rešenje in Jezus pri njem. Bil je hvaležen Jezusove pozornosti in njegove ljubezni. In to je pravzaprav tisto, kaj moramo tudi mi Bogu obljubiti nocoj, da bomo spremenili svoje življenje. Najbolj nevarno je to, če misliš, da si svetnik. Najmanj nevarno zate pa je to, če misliš in se imaš sebe za grešnika. Zato obljubljamo, Gospod, da bomo spremenili svoje življenje in bomo ljubezen. Amen. Molim za vas, zapri oči. Gospod, molim za te brate in sestre, da se naseliš v njihovem srcu. Jezus, ti si rekel, prosite in se vam bo dalo. Oni odpirajo svoje srce, da ti lahko vstopiš v njega in se ti zahvaljujemo in tudi obljubljamo, Gospod, da bomo spremenili svojo smer, izkoriščali čas zate in te ljubili z našim dejanjem, kajti vera je dejanje, vera je ljubezen. In tako smo odločeni in zato rečemo. Torej zahteve za ozdravljenje, neke zahteve Jezus je imel, ni hotel ne vem koliko. Samo če imaš zaupanje v mene in če veruješ, da morem to storiti. In pravi tudi danes, oziroma v tem času Janez Krstnik, pripravite pot Gospodu. Kaj to pomeni? Pripravite pot Gospodu, kam prihaja Bog? Na svet. Enkrat je že prišel, je tako? No, torej, da bo še enkrat prišel. Ampak po drugi strani, če tudi pride na svet, kaj tebi to pomaga, če ne pride kam? V tvojo notranjost. Nič ti ne koristi. Lahko je zunaj, koliko časa je, ampak ti imaš zaprto srce. Ti imaš, nismo v dejanjih Božjih, nismo. In v tem je problem, vse je pripravljeno, samo mi ne pridemo k njemu. Mi ne pridemo k njemu. Odrešenje, ozdravljenje, vse je pripravljeno. Ta večni Bog, danes smo imeli zanimivo oddajo o velikem poku, ta večni Bog je gospodar, mora biti, to je nujno bitje, mora biti Bog, ne mora kar tako, vse skupaj. In zakaj Bog? Zato, ker potem vse tudi lahko funkcionira od prvega poka naprej. In ta Bog je gospodar, ko si ti z njim povezan, tudi materije. To so čudeži, se dogajajo, ko si ti z Bogom povezan, ko ti njemu dopustiš, da on pride v tebe. In on ima zahteve, ki pa jih mi zdaj ne izpolnimo. Mi jih ne izpolnjujemo. Veste, da zdaj, če si že starejši, te ne dajo kredita. Te ne dajo kredita, ker mislijo, da boš kmalu odšel, pač gledal na denar. Pač tako je. Ampak če hočeš imeti kredit, moraš pa nekaj obljubiti. Kaj? Da boš to vrnil, da boš tiste stvari povrnil. Enako mi zdaj bomo tudi šli na to, kakor Zahej, da nam ozdravljenje ostaja v nas, kajti Bog je že začel delovati in deluje v vas, ker odpirate srca in on je zvest, on vas nagovarja, da bomo obljubili stvari, kaj bomo naredili Bogu. In slabo, da to tudi napišete, ko boste si napisali tiste 3 ozdravljene, za katere prosiš, pa napisali si boste potem pričevanje, ker Bog vas bo zdravil, če boste odprli svoje srce in če boste vzeli to na kredit, in pa seveda potem, če boš kredit vračal. Zato pa tudi sedaj obljubite 1, 2 stvari, ki jih boste spremenili.
Če hočeš ozdravljeno, potem ste slišali Zaheja, ki je dejal, četverno povrnem, polovico, če tako ga prevara, polovico dam za reveže. Zato se daj obljubi 1, 2 ali 3 stvari. Zapri oči, v svojem srcu pred vsemogočnim Bogom obljubi, kaj boš spremenil. Ste razumeli? 3, 4 zdaj. Obljubi. Kredit. Ker nisi svetnik, ampak boš se spremenil. Na tvojo spremembo bo Bog lahko vsaj malo deloval. Amen. Vera, ljubezen, dela vere, recimo čas, uporaba časa za združenje z njim. Ali pa obljubi reči, naj bo, nekadar diham, pa če imam čas, naj bo to dih Jezus. Naj bo meni Jezus, Jezus, kličem Jezus, neprestano molite. Karkoli, nekaj si obljubi, še imaš časa. Naj bo to tvoj kredit in tvoje odplačevanje. Amen. Gospod, jaz molim za te brate in sestre, da se trdno odločijo, kaj bodo spremenili, si to zapišejo in vztrajajo v večji ljubezni in po zgledu Jezusa Kristusa na križu do tebe in do ljudi. In hvala ti, da deluješ. Smo zbrani v tvojem imenu. Amen. Kadar mi molimo, navadno zdaj mogoče čutiš neko olajšanje ali pa ne, ampak nekdo zdaj se molil. Potem pa se ti zdi, da se nič ni zgodilo. Največkrat je tudi zaradi tega, ampak ne veš, zaradi tega, ker nismo pripravljeni, smo daleč stran od Boga, gremo nazaj k Bogu. In to je potem svetost, da Bog vedno bolj se naseli v nas in da imamo ljubezen, postajamo bitja ljubezni po zgledu Jezusa Kristusa in Božjega človeka. Ampak mi, ko molimo in potem vržemo po zgledu Šarca, našega politika, ko ne vidimo takoj uspeha, ne vidimo, kaj naredimo? Vržemo puško v koruzo. Vržemo puško v koruzo. Torej nič ni. Ampak Bog obljublja, Jezus obljublja v zgodbi o vdovi in krivičnem sodniku. Kaj pravi na koncu? Pravi, ste slišali krivičnega sodnika? Ne? Pravi, mar ne bo Bog tistim, ki noč in dan vpijejo k njemu, hitro pomaga. Ampak potem je pomemben zadnji stavek, ki pa je, koliko poznate evangelij. Ni ravno se za pohvaliti, ne? Priznate? No, vidiš. Ena stvar, boš rekel, bom bral vsake dan evangelij, pa razmišljal o njem, če hočeš duhovno napredovati. Pravi Jezus, vendar ali bo Sin človekov še našel vero na zemlji, ko se vrne. Se pravi, ne bo vere, ne boš verjel. On je rekel, kdor prosi prejme, pika, amen. To je rekel kdo? Bog sam, Jezus, ki je verodostojen v nulo. On bo dal. Samo ali bo Sin človekov še našel vero na zemlji, ko se vrne. Ne bo več vere, nič ni, ne deluje, gremo Mercator kupiti, majonezo. Ne verujemo več, ne molimo več. Zakaj? On je rekel, jaz bom dal, ker si ti resnično, to je pošteno, to je v redu, to je pravi Božji namen.
Ti si prosil in to bo. Videl sem pri sebi, ko sem na začetku postal kristjan, po 25 letih se bi nekaj potem obrnilo. Ampak jaz sem že vrgel zdavne puške v koruzo. Zato mi molimo naprej, ste me razumeli? Ti si dal zdaj te tvoje 3 stvari na molitev in Bog jih je že videl. Ne rabi on, ne vem, dolgo še čakati s teboj in ti potem s teboj delati. Ampak on že ozdravlja to. Ti si mu priporočil. Sedaj vas vprašam, ali bo ali ne bo? Amen. In vztrajamo, tudi vemo, Gospod, jaz vem, jaz verujem, samo veruj in vztrajaj. Vdova je bila vztrajna in je verovala in je molila. Stalno hodila, prosila ga, pravi, mar ne bo krivični sodnik da. Torej to je, zdaj vedno verovati. Amen. Molimo za vas. Oče, jaz te prosim za nas vse skupaj in za vse, ki so tukaj prišli na to srečanje, ko moraš ostati v naši hiši in ko nam daješ odreščenje, da bi vedno verovali in molili, vedno verovali tvoji besedi in tvojim obljubam. Ti si rekel, vsak, kdor prosi, prejme. Pa če tudi čez 25 let ali čez 50 let, ampak bo. In smo potrpežljivi. Tisto, kar je nujno, nam boš dal hitro. Kar pa nam bolj koristi za naše zveličanje, pa boš malo počakal. Ampak boš dal, Gospod. In prosimo te, naj bomo v tej veri. In prosimo za vero, kot si ti rekel, da si molil Jezus za vero Petra, da se mu ojača in poveča. In jaz molim za povečano vero tukaj navzoči, da ne bi nikoli obupali nad Bogom, da bi vedno verovali njegovi besedi. Kajti verovati Bogu pomeni verovati njegovi obljubi, njegovi besedi. Amen. In hvala ti, Gospod, da so vztrajni v veri in da ne popuščajo. In se ti zahvaljujem za to, da deluješ mogočno v tem trenutku. Amen. Torej, to je naša smer. In sedaj nekako zaključujemo te molitve, koliko ste se odpirali, koliko ste dobili, pa še sedaj zapri srce, odpri srce, zapri oči in povej svojo molitev, ni treba na glas, lahko na tiho. Nebeškemu Očetu, po Jezusu Kristusu in Svetem Duhu. Svojo molitev za svoje ozdravljanje, za svoje 3 točke, glede na svojo obljubo. 3, 4 zdaj. Amen. Jaz molim za vas, Gospod, za te brate in sestre sedaj. Ne potrebujemo ne veliko slavljenja, ne molitve v jezikih. Ti slišiš našo iskreno molitev. Gospod, ti se razodeni. Ti se pokaži za Boga ljubezni. Ti pokaži svojo dobroto do teh bratov in sester in do mene, Oče. Sveti Bog, večni stvarnik. Bodi usmiljen z nami, obogimi grešniki, ki ti obljubljamo,
Gospod, ti ozdravljaš, ti rešuješ potrta srca, ti rešuješ izgubljene. Ti sedaj, Gospod, ozdravljaš naša telesa in vnuke. Ti, Gospod, ozdravljaš zakon. Ti, Gospod, pomagaš pri vzgoji otrok in se ne bodo pogubili, kajti molitev bo mogočna zanje. Ti, Gospod, daješ možnost, da odpuščanje nastopi v srcu in osvoboditev. Ti, Gospod, si nas osvobodil bremena trpljenja in bolezni in se več osebe ne upirajo, ampak sprejemajo, ker si ti mogočni kralj na koncu vsega. In je trpljenje odrešenje. Četudi je to zadnje sredstvo, ki ga dopuščaš, ga pa nočeš. Oče, tukaj so navzoči vsi pred teboj in molimo, ko iznašamo svoje trpljenje in svoje bolečine, razočaranje, Gospod, ranjeno srce naj bo ozdravljeno. Gospod, v imenu Jezusa Kristusa prosimo, Oče, za ozdravljanje, duhovno ozdravljanje, da bi čutili glad po Božji besedi, po njegovi ljubezni. Amen. Reci, zavzemi moje srce, vstopi v mojo dušo, nebeški Oče, z Jezusom in Svetim Duhom. Popolnoma me obvladaj. Hočem biti tvoj, tvoja. V mislih, v besedah, v dejanju, v odločitvah, v času, v posesti. V tvoji ljubezni. Amen. Vse je v iskrenosti, vse je v pravem namenu, vse je v srcu, vse je v preprostosti. Torej, mi imamo nalogo, da postajamo vedno bolj Božji, da se družimo z Bogom. Pravi Jezus, pravi komu? Filipu. Pravi, še ne vidiš, da je Oče v meni in jaz v Očetu. Tako naj vsak vidi, da smo mi kristjani. Naj vsak vidi, da smo kristjani. Predvsem po ljubezni. Moramo postati bitje ljubezni. Brez ljubezni ni karizmatike, ni ničesar. Nasprotju z bitjem egoizma, ki je na tem svetu. In bitjem tega sveta. Svet ima svoje cilje, ki želi, da mi sledimo, od karijere, denarja, slave, nekega snemanja, ne vem, karkoli, uspeha. Ampak mi imamo en cilj, da bi bili v Bogu. In vse drugo, pravi Jezus, vam bo navrženo.
Torej moramo se spremeniti in sprejeti, narediti prostor za Boga, kako da čas uporabimo za njega. Takrat bo Bog gospodar v naši notranjosti, bo tudi naši bližnje v svet bo dobil to ljubezen Božjo od nas. Kajti pravi, to je krščansko življenje, to je svetost, kateremu smo vsi poklicani. Ali pa temu se reče krščanska popolnost. Hodimo po tej poti, vsak dan si prizadevamo. Ne da ima Bog zadnjo mesto v času, ampak prvo mesto v naši dejavnosti. Koliko le moramo biti, bodimo z Bogom. Celovita hoja za Bogom. Amen. Se strinjate? Se je kdo vzdržal? Nismo imeli prav, torej volitev, kdo je za, kdo je proti, kdo se je vzdržal. Amen. Oče, jaz prosim za vse te brate in sestre, kako si rekel, prosite drug za drugega, da vzdravite. In jih hočem ljubiti s tako ljubeznijo, kot jih ti ljubiš, Gospod. In zaradi tvojega usmiljenja smo tukaj zbrani, zaradi tvoje dobrote, ki osvobaja in odrešuje in nas ozdravlja. In hvala ti za tvoje delovanje. Amen. Hvala ti, nebeški Oče, za tvoje delovanje, sedaj v srcih in v življenju ljudi. Hvala ti za tvojo dobroto in tvojo ljubezen. In ne bomo dvomili, ampak verovali. Amen. In hvala vam za sodelovanje, pa za vašo spremenjeno življenje, da bomo vsi skupaj ljubezen. Amen.